Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Rdeča nit naše tokratne oddaje bo turizem. Pred nami je namreč čas poletnih počitnic in dopustov. Mnogi že veste, kje jih boste preživeli, drugi morda šele razmišljate in vam bo prav prišel kakšen namig. V našem studiu pozdravljam Petra Črniča, direktorja Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, Javnega zavoda za promocijo turizma in gospodarstva. Lep pozdrav, Peter. Dober večer. No, naj takoj v uvodu povem, da se bova s Petrom tikala, ne nazadnje obadva sva Belokranjca in poznava se zelo, zelo dolgo. Je tako? Od malih nog. Res je. Peter, nekako pred nami, sem rekla, je čas poletnih počitnic. Kolpa, pravimo, je največja slovenska riviera in verjamem, da bodo poti mnogih to poletje peljale v Belo krajino. Ste pripravljeni na poletno sezono? Ja, mislim, da ne mi, predvsem ponudniki so pripravljeni. Lahko rečemo, da nekako sezono pričakujemo z zmernim optimizmom. V zadnjih 2 letih smo začutili občutno rast gostov na našem področju. Ne dvomimo, da se bo ta rast nadaljevala tudi letos. Nekaj je tudi novih investicij v turizmu s strani posameznikov, privatnikov. Mogoče celo za odtenek manj, kot smo pričakovali, glede na to, da so imeli kar lepo spodbudo iz programa Pokolpe. Kljub temu, tisti, ki so zelo dobrodošli in pomenijo dodatno vrednost tudi v našem turizmu. Tako da mislim, da bo ta pozitivni trend se občutil tudi letos. Verjetno je pa kaj pripomoglo priznanje, to lepo na naši mizi, evropska destinacija odličnosti. Ja, seveda. Tukaj vidimo to kristalno kuglo, ki nam jo je podelil podpredsednik Evropske komisije, gospod Antonio Tajani v Bruslju. Kot ste že rekli, leta 2010 smo prejeli to priznanje in nekako statistika kaže od takrat znaten porast gostov, predvsem tujih gostov. Mi sicer za leto 2011 še zmeraj zbiramo podatke iz celotne destinacije. Trenutno imamo samo iz 2 občin, Črnomelj in Semič, in te kažejo, da je v 2 letih se število tujih gostov povečalo za 6-krat, kar je komaj verjetno. Treba je seveda povedati, da je naš edini podatek turistična taksa, ki ni najbolj zanesljiv podatek, tako da ta številka je nekoliko previsoka za moje občutke in ne verjamem popolnoma, kljub temu pa je očitno, da je trend porasta tujih gostov velik. No, o tem bova še govorila, ampak morda uvodoma, mislim, da 3. leto teče, odkar si prevzel, jaz temu rečem, izziv biti direktor RIC-a Bela krajina, in nekako se mi zdi, da mnogi ljudje niti ne vedo, kako pravzaprav si ti pristal v turizmu, kajti vsi vemo, da si šel študirati geodezijo in si tudi končal ta študij. Ja, no, ta moja življenjska ali poklicna pot je mogoče res rahlo nestandardna. Kot si rekla, Vera, končal sem geodezijo in sem tudi delal v geoinformatiki nekaj časa, vendar sem bil zmeraj nemirna duša, ki se rada učila tudi tuje jezike in nekako sem iskal tudi druge izzive. To laboratorijsko delo, če temu tako rečem, se nisem predstavljal, da bi ga celo življenje delal. Tako da sem razmišljal, kaj in kako, in našel sem ta podiplomski študij v Barceloni, menedžment kakovosti, specializacija za turizem. In nekako sem se odločil, da pustim, da dam odpoved, čeprav je bilo delo za nedoločen čas. Zmenil sem se z enim tovornjakarjem, da me je odpeljal do Barcelone. In takrat spomnim se, ko me je spustil na obvoznici, na barcelonski obvoznici, ko nisem vedel niti, kje bom spal prvo noč s tistimi ruzakami, sem začutil, da je pred mano neko novo življenje. Kot se je izkazalo, je bila to dejansko najboljša odločitev, verjetno v mojem življenju, in čakalo me je obdobje, sicer dokaj zahtevno, dosti novih izzivov, ampak verjetno tudi najbolj polno v mojem življenju. In zato tukaj na naši mizi ta skulptura, ki te spominja na Barcelono, tam si jo prinesel. Tako je. Ta kuščar, to je v bistvu salamander iz parka Güell, delo Gaudija, enega izmed najbolj emblematičnih arhitektov v Barceloni. No, ta park je bil
približno 10 minut od mojega stanovanja in tam sem tudi skoraj vsak dan joggingiral po tem parku, tako da se mi je dobro vtisnil spomin, verjetno pa ga tudi vsi, ki so kdaj obiskali Barcelono, poznajo, če ne ta park, pa vsaj Sagrado Familio, katedralo, ki je ena najbolj znanih na svetu. Koliko časa si bil potem v Barceloni? V Barceloni sem bil nekaj več kot 1 leto, ampak to leto je bilo zelo intenzivno. Prišel sem nekako študirati podiplomski študij, ker je bil podiplomski študij seveda plačljiv, ker je bilo treba tudi plačati najemnino, sem nujno rabil tudi delo, ki sem ga sprva dokaj težko dobil. Namreč na življenjepisu sem zmeraj napisal, da sem državljan Slovenije in ker Španci nimajo pojma, kje Slovenija je, verjetno je to za njih država nekje med Azerbajdžanom in, ne vem, Armenijo, nisem dobil nobenega odgovora. In tako je preteklo kar nekaj časa, da sem pogruntal, da moram napisati, da sem državljan Evropske unije. No, takrat so stvari postale lažje, kljub temu pa sem se moral prebijati od tistih najenostavnejših del proti vrhu, tako da sem delal praktično vse, od deljenja letakov. Spomnim se, da je bila druga služba dokaj zanimiva v škotskem Kiltu, sem promoviral škotski viski, ker sem bil malo bolj belopolt. Potem sem bil računovodja v British Councilu, kar je tudi v bistvu posledica predvsem tega, da sem znal mogoče boljše angleško kot Španci. No, potem sem bil nočni receptor v enem hotelu, nazadnje pa se mi je nekako uresničil veliki met. Sprejeli so me v hotel Ritz, oziroma uradno Ritz-Carlton, v oddelek kakovosti, kjer sem se pa, bom rekel, naučil več kot v celotnem dotedanjem šolanju. Ja, ta izkušnja je zagotovo nepozabna, kajti govorimo o prestižnem hotelu. Ja, govorimo o hotelu, ki ima najvišje cene na svetu. Recimo v Barceloni, v našem hotelu je bilo nekaj manj kot 500 sob, cene pa so varirale od 300 evrov na noč do 10 000 evrov na noč. Predvsem je pomembno to, da ne samo, da je razglašen za najboljšo hotelsko verigo na svetu, dvakrat je bila ta firma razglašena za najboljše podjetje na svetu, kar pomeni, da so odnosi v firmi izredno dobro urejeni, kar pomeni, da v procesu selekcije kadra za vsako delovno mesto je vsaj 1000 kandidatov in preko 7 filtrov izberejo res najboljše, ampak najboljše ne samo v smislu klasične inteligence, ampak predvsem čustvene inteligence, kar je za turizem in hotelirstvo izredno pomembno. Iz tega sledi, da vsi tvoji kolegi, ki delajo okrog tebe, so pripravljeni pomagati, so prijateljski, kolegijalni in čeprav je v hotelu tega najvišjega ranga razumljiva tudi velika tekmovalnost, je vzdušje izredno pozitivno in dobro. To potrjuje tisti slogan, stereotip, turizem smo ljudje, da resnično ni zadosti samo zgradba hotela Ritz. Vsekakor in prav ta firma, ki slovi kot najboljša na svetu, se tega izredno dobro zaveda. Naj povem, da ne vlaga samo v tiste najvišje menedžerske kadre, vlaga tudi v nižje kadre, tako rekoč. Tudi vsaka sobarca ima vsaj 200 ur na leto pravico za izobraževanje, kar pomeni več kot 1 mesec izobraževanja na leto. Višji kadri še temu primerno več. In to vlaganje in zaupanje v kadre je seveda zelo dobro vpliva na pozitivno vzdušje. Res pa je, da če ga polomiš, greš takoj ven. Tu ni usmiljenja. Vsako nedovoljeno obnašanje, nedovoljena komunikacija. Naj povem, da takoj, ko prideš, pa naj si bodi, da si šel za višji menedžer, middle management ali pa najnižje delovno mesto, imaš enak proces treninga, ki traja cirka 1 mesec in delaš vse. Od tega, da nosiš kufre, pospravljaš posle, delaš v kuhinji, tako da spoznaš celoten spektr dela v hotelu. Ta hotel je v bistvu kot ena velika fabrika, v njem dela 500 ljudi in ima ogromno oddelkov. Naučijo te pa tudi komunikacije. Nekako ti kar vbijajo v glavo te fraze, s katerimi moraš naslavljati vse goste. In prav to je zanimivo, da v zadnjem času opažam, da mi je dejansko na tem višjem nivoju lažje komunicirati v angleščini ali pa v španščini kot v slovenščini. Ker v slovenščini me zaznamuje ta belokranjski naglas, izhajam iz ruralnega okolja, ki nima te meščanske tradicije, komunikacije.
Medtem, ko sem v angleščini in španščini bil tam novi list in smo lahko izdelali po svoje. In mi je dejansko lažje komunicirati z tujci, Angleži, Španci, Latinoameričani, kot z Slovenci. A torej tudi z španščine si se naučil? Ja, moj študij je v celoti potekal v španščini oziroma v kastilščini, kar pomeni, da sem imel v bistvu srečo, ker v Kataloniji je veliko študijev v katalonščini. Moj je bil v španščini, živel sem z 3 Mehičani, se pravi, da sem 24 ur na dan govoril špansko in lahko rečem, da sem po nekaj mesecih že začel razmišljati v španščini. Človek se zelo hitro navadi tujega jezika. Kot pravim, ta izkušnja v tem hotelu, nasploh življenjska izkušnja v Barceloni mi je ogromno pomagala. Sploh pa ta hotel, ko pride mlad človek v tak hotel, ima občutek, da je v centru sveta. Vsak dan imaš opravka z slavnimi osebnostmi, hollywoodskimi zvezdami, športnimi zvezdami, kraljevskimi družinami, predsedniki. In to je bil tudi čas tistega največjega razcveta gospodarstva, to je bilo leta 2006-2007. In takrat so si te banke, ki smo jih kasneje tudi reševali, večino teh bank, ali pa menedžerov teh bank, svetovnih in pa evropskih, so bili tudi naši gosti in so si privoščili tudi kar velika razkošja. Kot primer, ena izmed največjih bank si je omislila neko večerjo v enem muzeju v Barceloni, ki je izvajal naš catering, oni so bili naši gosti, in ker mora nekdo igrati pri večerji, so povabili Rolling Stonese, da so pač ob večerji igrali. In so prišli. In so prišli, za 4 dni so zasedli 80 naših sob, pri cenah, ki sem vam že povedal, veste, da to ni bila majhna številka, kakšen je bil njihov honorar, ne vem. Vem pa, da je bilo to inkognito, da nihče ni smel tega izvedeti. Prišlo je čez kakšne pol leta, 1 leto v medije, da so bili na privatnem žuru, da so igrali. Za tega to tudi lahko povem, za vse druge goste pač žal ne morem povedati imen, ker me zavezuje molčečnost. Še vedno. Ja, in ko te tako poslušam o tem Ritzu, o tem svetu, ki se ga mnogi, še posebej zdaj v gospodarski krizi, težko predstavljajo, mesečna plača, letna plača mnogih ne bi zadoščala za eno noč v hotelu Ritz, je to popolnoma en drugi svet kot sedaj, ko si direktor Ritza, zanimivo tudi, ampak popolnoma drugega v Beli krajini. Kaj pa Barcelona? Te je navdušilo to mesto? Barcelona je po nekih anketah, ne vem, kje sem prebral, da je številka 1 med vsemi mesti, kjer bi si ljudje želeli živeti. Zaradi podnebja, zaradi kulturne ponudbe, športne ponudbe, arhitekture. In je res mesto, ki pusti velik pečat na človeka. Če živiš, če prideš tam živeti kot tujec, je nekoliko težje. Nepremičnine so izredno drage, vsako stanovanje stane vsaj pol milijona evrov, plače pa niso toliko više kot pri nas. In iz tega vidika je izredno lepo mesto, če si Katalonc, če podeduješ stanovanje od stare mame, potem te čaka izredno lepo življenje v tem mestu, ki ima ponudbe vsega, kar je možno. Seveda, če pa prideš iz Slovenije in tam delaš, je pa ta stvar precej težja. In mogoče iz tega vidika je celo lažje za nas se vrniti v Slovenijo in tu začeti. Ja, da imaš rad izzive in da si nemirna duša, mogoče o tem priča že fotografija iz mladosti s tvojim bratom Juretom, je tako? Tako je, tu smo jaz in moj brat Jure, starejši. To je iz tistih let, Vera, ko si ti kot mlada vzgojiteljica nas vzgajala in pripravljala za življenje. Ja, v vrtcu smo se skupaj igrali. Tako je. No, že takrat sem sanjal o daljnih svetovih, o avanturah, pustolovščinah, želel sem si biti mornar ali kaj podobnega, raziskovati džungle, so veste, kako to mladi ljudje doživljamo. Še posebno stripi, ki so se dogajali, bodi si med Indijanci, bodi si med afriškimi plemeni, so spodbujali mojo domišljijo. In če se refleksiram,
bi verjetno takrat, če bi mi nekdo rekel, da bom pač en menedžer javnega zavoda, bi bil verjetno precej razočaran nad izidom mojega življenja. Ja, verjamem, ampak čakaj, življenja še ni konec. Tako je. Ko si odšel, ker kljub vsemu si se odločil pa, da ne ostaneš v Barceloni, da ne ostaneš v tej veliki verigi Ritz, čeprav možnosti bi bile. Tako je, pač moral bi počakati par mesecev in takrat bi me verjetno dodelili bodisi v Moskvo, bodisi na Kanarske otoke. V vmesnem času sem poizvedoval po Sloveniji, ali obstaja kakšna možnost in dogovoril sem se z Termami Čatež, da se pač zaposlim tam. Zdelo se mi je, da to je edini trenutek v življenju ali pa zadnji trenutek, ko se lahko vrnem v Slovenijo. Če bi šel po poti te, bom rekel, mednarodne hotelske verige, verjetno nikoli več ne bi prišel v Slovenijo, ker ko enkrat tam zgradiš kariero, se je težko potem vrniti. Odločil sem se za to, da pridem nazaj. Tudi mislim, da kakovost življenja kljub vsemu v Sloveniji je dovolj velika, ker kakovost se ne meri samo v finančnem učinku, ampak tudi v tem, kaj ti ponuja okolje. Slovensko okolje ponuja ogromno, je zeleno, čista narava, hribi so blizu, morje je blizu, smo v centru Evrope, blizu so tudi konec koncev velika mesta, Budimpešta, Milano, Dunaj, München, so vse prestolnice, ki so nekaj ur oddaljene in tudi z tega vidika lahko zadovoljiš svoje potrebe po kulturi ali pa velikih dogodkih. Mogoče Slovenci to sicer premalo izkoriščamo, ampak tu je, lahko uživamo v tem. Tako da sem se odločil, da pridem nazaj. In ne vem, no, mislim, da tudi ni bilo nič narobe s tem. No. Je bil ta preskok, mi če rečemo grad Mokrice, Čateške toplice, si predstavljamo posebej grad Mokrice, resnično en elitni, gostinski, turistični objekt, ampak kljub vsemu je bil verjetno ta preskok iz Rica v Čateške toplice kar velik. Ja, seveda, gre pač preskok iz najvišjega svetovnega nivoja na nek najvišji slovenski nivo, če temu tako rečemo. Vendar v organizacijskem smislu vsekakor so razlike. Razlike so tudi mogoče v kadrovskem smislu. Nekako v teh hotelih najvišjega ranga v mednarodnem merilu je normalno, da so vsi zaposleni že delali v vsaj 2-3 državah, da govorijo 4-5 tujih jezikov, da je tudi tisti, ki nosi kovčke, verjetno ima univerzitetno izobrazbo. Pri nas je to, ker so okolja manjša, seveda tudi nekoliko drugače, kar ne pomeni, da je nujno slabše. Ima pač en drugi karakter. Kljub temu mislim, da v Sloveniji imamo še kar nekaj rezerve v organizacijskem smislu. Je bila pa ta izkušnja v Termah Čatež zelo pozitivna, ker sem bil nekako prisiljen plavati. Vržen sem bil v vodo in sem pač plaval po svoje, kolikor sem mogel. Imel sem tudi podporo mojega predpostavljenega, ki je bil direktor vseh hotelov. In iz tega vidika je bila to zelo dobrodošla izkušnja. Ja, še kako pa si moral zaplavati, ko si se potem odločil vrniti domov v Črnomelj, v Belo krajino in prevzeti izziv direktorja Rica Bela krajina. To je bil pa tudi padec ven Tolmun. Ja, padec, vzpon, o tem je težko govoriti. Ne mislim v tem smislu, moral si zaplavati vsekakor. Ja, seveda. Čakal me en velik izziv. Vemo, da Bela krajina ima razvojne probleme. Poleg tega je imela tudi sama organizacija probleme, predvsem finančne, in še vedno jih rešujemo s pomočjo občine Črnomelj. Kljub temu je veliko lažje bi bilo, če bi bili te finančni problemi rešeni in da se lahko posvetimo zgolj vsebini. Žal se moramo ukvarjati tudi z drugimi problemi. Mislim, da se v teh 3 letih, kot se rekla, že kar nekaj stvari zgodilo. Predvsem en velik preobrat je bil v tem, da nas je vlada končno začela poslušati in je dala nekaj sredstev namenila tudi Pokolpju. Ali so ta sredstva velika ali majhna, je stvar debate. V glavnem nekaj sredstva so. Predvsem mislim, da je tudi pomembno, da na ta sredstva ne gledamo kot na nekaj, kaj nam je bilo podarjeno Belokranjcem. Ravno nasprotno. Mislim, da so belokranjska podjetja plačevala iste davke kot vsa druga slovenska podjetja. Infrastruktura, ki naj bi jo država v zameno za te davke vzdrževala, pa je bila precej slabša.
Se pravi, da so ta sredstva, ki so namenjena zdaj po Kolpi, neka kompenzacija za slabšo infrastrukturo, verjetno pa tudi ta sredstva ne morejo kompenzirati to razliko. Absolutno. Ja, zdaj je že kar nekaj časa, odkar je sprejet ta razvojni program za Pokolpje, odkar je Pokolpje, torej Belokranjske in Kočevske občine s Kočevskega, dobilo poseben status. Ti si v tej operativni skupini in zagotovo imaš informacije. Kaj se sedaj dogaja, se velikokrat Belokranjci sprašujemo, zamenjala se je vlada, se ta program nadaljuje? Jaz mislim, da je nujno, da se nadaljuje. Konec koncev, mislim, da je za vsako delovno mesto v zadnjem razpisu bo državo stalo, mislim, da ne vem, da besedo držati, med 10 pa 15 tisoč evrov. Če računamo, ta denar bo država v letu in pol dobila nazaj. Se pravi, da gre za izjemno dobro investicijo državo. Daš podjetniku 12 tisoč evrov, zaposli novega in s tem, ko zaposli novega in plačuje dajatve, se v letu in pol vse dajatve pokrijejo stroške te, ki si mi dal, in vsa naslednja leta je čisto dobiček za državo. Se pravi, sploh ne gre v bistvu za zelo dobro investicijo države, če da neka sredstva podjetnikom. In mislim, da je nujno, da se ta sredstva nadaljujejo, so potreben pogoj za razvoj Bele krajine, niso pa zadostni pogoj. Dokler ne bo urejene infrastrukture, bo Bela krajina še vedno v določenih težavah. Ja, če rečemo stavek, da imamo v Beli krajini problem že z električno energijo, kaj šele širokopasovnim omrežjem in da ne govorimo o cestah. Ampak spomnim se, v tem obdobju je bilo zelo veliko govora in vedno je bil en stavek. Prihodnost Bele krajine je v turizmu na prvem mestu, kmetijstvu na drugem in pametni industriji. Se strinjaš s tem? V veliki meri da, ne v popolnosti. Rekel bi, da je turizem panoga, ki ima največ rezerve. Poleg kmetijstva, vemo, da se naša kmetijska zemljišča zaraščajo, kljub temu, da so pogoji za posebej za vrtnine in ekološko predelovanje ugodni. Se pravi, tu je nekaj rezerve. Nekako je pa zgodovinsko dokazano, da regije, ki se specializirajo na kmetijstvo in turizem, zaostajajo razvojno za tistimi, ki so industrijske. Se pravi, industrija je le največji gibalo razvoja v določeni družbi. Se pravi, brez industrije nikakor ne moremo. Vsekakor pa ima turizem še ogromno možnosti za dodatni razvoj. Prostora tukaj je še veliko. Mogoče podatek, o katerem smo se že prej pogovarjali, Hrvaška letno pridobi približno 7 milijard evrov iz turizma in vse te milijarde, večina teh milijard se pelje čez reko Kolpo ali ob reki Kolpi na Bosiljevem. Se pravi, naša edina naloga je ves ta tok, ki je največjih v Evropi, poleg reke Kolpe ali pa tega območja obstaja samo še Južna Francija in sever Španije, podoben tok turistov. Če vsakemu prodamo en sendvič, pa je že to en velik. Lahko bi pa še marsikaj glede na naravne danosti Bele krajine. Res pa je, da turiste vedno vabijo dogodki, prireditve. Ena takšna je Schengen Fest, ki se je dobro pokazal že v minulih letih in se bo letos spet. In druga, tista, ki je pred vrati, je pa 49. jurjevanje v Črnomlju. Ga bo kaj oklestila ta finančna kriza? Boste uspeli program izpeljati? Ja, mislim, da pač program je zastavljen in ga ne bomo nič kaj preveč znižali glede na ostala leta, še več. Letos prvič gostimo folklorno skupino iz druge celine, se pravi, gre za celotno, kompletno folklorno grupo iz Mehike, iz Guadalajare, iz zibelke mariači glasbe, se pravi tisto, kar si predstavljamo kot mehiška glasba, s tistimi velikimi sombreroti, to je direktno iz mesta Guadalajare, države Jalisco. In te pridejo letos k nam, poleg njih še tudi Albanci, Hrvati in pa slovenske grupe. Tako da, kar se tiče programa, ne, nikakor. Verjetno bo program celo, vsaj na nivoju lanskega ali pa celo bogatejši, bi rekel.
Je res, da imamo težave z finančnim zaključevanjem konstrukcije. Tu bi mogoče na tem mestu tudi povabil, da naše sponzore, ki smo jim tudi mi, nekaterim tem podjetjem pomagali, da le pridejo do nekih sredstev, ali pa smo nekako lobirali, da vsa ta sredstva na državi spostavijo, da nam priskočijo na pomoč in nam pomagajo. Ne bomo jih pozabili tudi v naslednjih letih. Naslednje leto se obeta 50. jurjevanja, ki bo verjetno še bolj, bom rekel, odmevno in na katerem tudi pričakujemo folklorne skupine iz večjih celin, ne samo iz ene, se pravi ne samo iz Latinske Amerike, ampak mogoče tudi iz Oceanije, Azije, celo Afrike mogoče. Tako da sem glede tega festivala dolgoročno optimističen. Res je, da zaradi popolnjenosti kapacitet v tem času ne moremo privabiti dosti gostov iz drugih delov Slovenije. To je ena taka specifika, ker naše kapacitete se pač nočitvene se hitro zapolnijo. Treba bo najti en pameten recept za privabljanje tudi drugih gostov. Verjetno bo to enodnevni izleti. Mi vsako leto en korak v tej smeri delamo, ampak tu imamo tudi še precej rezerve. Ja, lepo je slišati, da ti optimizma za razvoj belokranjskega turizma ni zmanjkalo, idej tudi ne, in ob koncu najinega pogovora lahko tudi rečemo v letošnjem poletju, tako če pravijo v turizmu, je 1. maj pokazatelj poletne sezone in nasploh mesec maj, bi lahko rekli, da se letošnje poletje, če bo le ustrezno vreme, na Kolpi obeta v dolini Kolpe kar lep obisk, kajti ne nazadnje že za prvomajske praznike je bilo veliko turistov in tudi na nedavnem pohodu po najjužnejši slovenski pešpoti je bilo veliko pohodnikov, ki so prišli prvič in so bili navdušeni. Si tudi ti optimističen? Ja, mislim, da glede turizma, da sem optimističen. Konec koncev je to ena od gospodarskih panog redkih v svetu, ki nenehno raste. Tudi v Sloveniji je imela lani kar značajen prirast. In nekako, čeprav smo bili vsi skeptični, kako bo vplivala kriza splošna na turizem, se je izkazalo, da velikega vpliva nima. Očitno so ljudje še zmeraj za tistih 2 tedna na leto pripravljeni riskirati en določen delež, da se odpočijo od vsega stresnega življenja, ki je pa danes verjetno še bolj stresno, kot je bilo pred leti. Peter Črnič, direktorica Bela krajina, pa urice hitro mine. Hvala, da si delil en del tvojega življenja in dela tudi z nami in našimi gledalci in želim ti še veliko izzivov, da še veliko krat kakšno mornarsko kapo natakneš in poiščeš nove ideje, tudi v dobrobit belokranjskega in slovenskega turizma. No, hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem gledalcem. Tudi v mojem imenu hvala za pozornost, dragi gledalci, drage gledalke. Želim vam lep preostanek večera, lep poletni, prvi poletni mesec in vzemite si kakšen trenutek tudi za oddih v naravi.